Poznate kakšnega jasnovidnega menedžerja? Človeka, ki mu je vse jasno. Običajno gre za lastnike, direktorje ali ljudi, ki so v življenju res velike stvari naredili, ustanovili podjetje in kaj podobnega. Ampak njim je vse jasno, oni vse vnaprej vedo, oni vedo, kaj se bo zgodilo, oni vedo, kaj vi narobe delate, oni vedo, zakaj vam ne gre narobe, ampak še zmeraj ne povejo nič konkretnega. Ne postavijo nobene konkretne kombinacije, akcije, kjer bi nekaj naredili. Znajo samo kritizirati, vpiti in delati galamo. Zdaj, a so te ljudje slabi ljudje? Ne. Naj vam povem, ljudje so prestrašeni. Zakaj? Zato, ker tudi sam sem 30 let v biznisu, vem kako je. Ko ustanoviš podjetje, prideš do nekega nivoja, kjer pridejo sodelavci, zaposleni in je malo težko, če nimaš strukture. Strukture pa nisi navajen. Če si prišel iz obrtniškega dela v neko podjetje, ki je zraslo, strukture nimaš. Ne veš, kdo je kdo v tej firmi, ker si za vse skrbel sam, pa skrbiš za vse sam še danes. Ampak čas te je malo povozil. To je podobno, ko bi prišel danes s konjem in z lojtrnikom v službo v mesto. Zagotovo bi bil atrakcija, ampak ekonomsko in pa poslovno mislim, da bi bil nesprejemljiv. Tako podobno se obnašate jasnovidni menedžeri, ki živijo v preteklosti in danes želijo komunicirati in delati biznis na enak način, z novo generacijo ljudi. Takim ljudem bi jaz naraj rekel, prodajte to podjetje, rešite nas vse skupaj, in zaposlene, in kupce, in branžo celo. Ampak seveda, kdo sem jaz, da bi njim svetoval na ta način. Vem pa sam, da kadarkoli nekaj spreminjamo v takih podjetjih in ljudje dobijo nek zagon, kako se je treba voditi, kako lahko pride do boljših rezultatov, ravno te ljudje začnejo švasati po svoje in začnejo rušiti v sistem, rezati jajca po domače, vsem svojim middle managementom in direktorjem in na koncu pridemo spet v eno isto anarhijo in eno isto sranje po domače. Zato pravim, če ste jasnovidni menedžer, če že veste vse, napišite knjigo, izobražujte svoje ljudi, ne pa se mešati v vsakdanji biznis, ker delate škodo. Ljudje se da voditi na enostaven način. Jaz sem eden od ljudi, ki ga lahko tudi vodiš na enostaven način. Pokaži mi cilj, pokaži mi jasno smer in potem mi pokaži, kako naj to naredim. Če ne veš, kako, bova našla nekoga, ki bo vedel kako. Samo ne misliti, da se je življenje ustavilo takrat, ko ste se vi rodili, da ste vi najbolj pameten človek na svetu, zaradi tega, ker vas sodelavci dolgo ne bodo gledali. In veste, kaj jaz pravim takšnim ljudem? Vztrajajte, hkrati boste naredili enega super konkurenta. Ker tisti dobri ljudje v tej branži ali pri vas, ki ne bodo več mogli zdržati teh vaših neumnosti, bodo šli v drugo firmo. In zgodovino pogledajte v svoji branži. V vsaki branži je nekdo s svojimi napakami ustvaril sebi konkurenta. Jaz vam tega ne želim, ampak jasnovidni, pišite knjigo, jebenti.